Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. Tokrat nam bo v znamenju Roljc in vina. Ja, tole soboto pripravljajo v mestnem središču v Celju festival, zdaj že 5. jubilejni Roljce in vince. Z gostoma tokratne oddaje Tadejo in Miranom pa predstavimo, kaj se bo se dogajalo. Pa kar poglejmo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Zdaj pa ob sebi pozdravljam gosta tokratne tedenske izdaje, Tadeja Folnoga iz zavoda Celeja Celje in Miran Gracer tokrat kot predstavnik druščine Vince. Živijo, lep pozdrav. Živijo. Lep pozdrav. Ja, lahko rečem, zopet se družimo, leto dni je naokoli. Lani smo že predstavljali tale festival, ki ima letos, lahko bi rekli, jubilejno že obliko in to 5. Roljce in vince. Festival, ki ga pripravljate torej skupaj z Zavod Celeja Celje, druščina Vince in še drugi soorganizatorji. Tadeja, mogoče za začetek pa vseeno spomnimo, kaj je bil osnovni namen tega festivala, ko ste ga začeli zdaj že pred 5 leti. Ja, 5 let nazaj smo se nekako združili oziroma zbrali še skupaj poleg druščine Vince, še skupaj z Leonom Lebrom iz kavarne in slaščičarne Roljca. Namen je bil, da nekako izpostavimo, pokažemo, spromoviramo, nagovorimo še druge, ne samo Celjane, in pokažemo to našo slaščico, čokoladno roljco, ker pa seveda en tak festival ne more biti namenjen samo roljci oziroma sladkim stvarem in ker pač zraven seveda k slaščici sodi tudi sladko vino, in na to nekako zadeva se zložila v ta festival Roljce in vince. Druščina je imela že takrat dovolj izkušenj, dovolj že nekih partnerstev z okoliškimi in tudi ostalimi slovenskimi vinarji in tako smo nekako naredili ta skupen projekt. Mogoče res, da spomnim, prvo leto smo se kar namučili, ker je bil to čas covida in smo dogodek smo izpeljali kot tržnico z malo manj, bom rekla, tega druženja, ampak vseeno je nastal takrat en tak dober uvod tako in smo videli, da lahko dejansko iz tega dogodka naredimo pravo, bom rekla, tudi festivalsko vzdušje in festival in zato. Mogoče, Miran, kako pa je bilo še z vaše plati, ko so iz Zavoda Celeja pristopili vam, oziroma ko ste skupaj snovali to idejo. Slaščice in vino so menda res dobra kombinacija, ki druge imajo tudi podobne festivale. Ja, res je. Po eni strani smo res želeli predstaviti in izpostaviti to našo roljco, ki je premalo poznana Celjanom sploh in tudi širše. Kot rečeno, pa tudi Celje ne velja, do sedaj ni veljalo kot neka vinska destinacija in to pa mi želimo spremeniti. In smo to združili v en dogodek, zakaj bi delali dva, če je lahko eden tak prisrčen, lušen. Ja, na začetku 3-4 vinarji, letos celo, mislim, da 9 ali 10, tako da zadeva se širi, raste, vedno več ljudi pride, tako da super vtisi, super, bom rekel, dogodek, ki sam raste. Takole, evo, tule imam, malce se jo bom pokazal za tiste, ampak mislim, da stari Celjani jo zelo dobro poznate. Roljca takšna bo v tej obliki, Tadeja se rekla, da ta je za popeš, oziroma to go roljca. Ja, za popeš, tako, ja. In ta bo na voljo tudi to soboto, ne? Tako. Pa mogoče še, zakaj ste na Zavodu Celeja Celje kot osrednjem turističnem zavodu prepoznali roljco kot neko tako slaščico, ki bi lahko dobro predstavljala tudi Celje? Nekako je sledilo kar logično, iskali smo tudi druge različice oziroma druge variante, ampak glede na tradicijo in tudi, bom rekla, prepoznavnost predvsem starih Celjanov, če se tako pogovarjamo, in pa glede na kvalitetne sestavine in vse, kar je povezano z roljco, smo nekako prišli do tega, da je dejansko to res tisti primeren produkt, ki ga želimo še bolj izpostaviti. Hkrati je pa seveda bilo tudi kar nekaj ponudnikov, ki smo jih na ta način združili in letos se jih bo tudi predstavilo 5
nekateri... 5 ponudnikov, ki ponujajo rolce. Tako, tako. 4 so locirani v samem mestnem jedru, to je torej sama rolca, kavarna Rolca, potem slaščičarna Zvezda, Hotel Evropa svojo slaščičarno in pa pekarna Geršak. Dogajanju oziroma peki rolc pa se je pridružila tudi celjska kulinarična ustvarjalka Petra Zlatoper, ki bo pripravila celo malo drugačno rolco. Aha. Je že kaj več, vemo o tem, ali ne ostane skrivnost, oziroma kot neko teaser vabilo ljudem, da pridejo pogledati? Ja, povezana bo malo z vinom. Aha, ok, zanimivo. Vinska rolca. Vinska rolca, ok, fino. No pa ne nazadnje, sej tudi slaščice so nek del turističnih produktov, blejska kremšnita, ne vem, torjanski krov, Vodimje ima čokolado, zakaj pa Celje ne bi imelo tudi svoje rolce. K rolcem se še vrnemo in samem programu. Miran, izkoristil bi mogoče tole priložnost, ko se tole druživa, omenil si, da Celje načeloma ni poznano kot nek vinorodni okoliš. Zdaj se v druščini Vince se zdaj že družite vrsto let, pripravljate tudi različne dogodke poleg tega omenjenega rolce in Vince. Pa bi vprašal takole, zdaj smo septembra, kako kaže, kakšna bo letina najprej, no? Ja, nekateri naši člani so tudi vinogradniki in poročajo iz vinogradov, da je letina izjemno dobra. Letos je šlo na roko kot sonce, dež, vsega v pravi meri. Nekateri celo pričakujejo rekordne količine, tu pa tudi kvaliteta ne bo izostala. Tako da mislim, da zdaj po dolgih letih bo lahko skoraj vsak vinogradnik rekel, da več pa ni. No, tako. Tako da jaz upam, da se bomo čez 10 let spominjali teh vin kot vrhunskih. Letnih 2025. Tako. Miran, zdaj pa omenili smo rolco, teda je že omenila tudi, da koliko bo ponudnikov. Kaj si pa lahko ljudje obetajo od vinske ponudbe v soboto in seveda moramo tudi omeniti, ne skupaj, da to ni festival, kjer se tudi promovira tudi kultura pitja, no, tako bom rekel. Ne. Tako, v prvi vrsti je to je pokušanje vin in ne gre za, bom rekel, pijančevanje po domače. Ja, veseli nas, skupaj z zavodom smo uspeli privabiti, oziroma so se celo sami javili, prepoznali so ta festival kot prepoznaven in uspešen, tako da je z nami letos 2-3 zelo velike kleti, Zlati grič, recimo prvič primerno, že lani smo imeli Jeruzalem, torej družino Puklavec, to je tudi ena izmed večjih kleti v Sloveniji, koga še imamo od večjih. Skupaj mislim, da je 9 ali 10 vinarjev, nekaj klasičnih teh, recimo naše celjske Maro vino, potem naš član Primož Glavač iz Štor pri Celju. Mislim, da na novo je letos galerija Panon. Tako. To sta mlad par iz Goričkega, zelo uspešna. Spet, kot vsako leto, za vsakega se bo nekaj našlo, od zelo sladkih pa tam do suhih, kakšna penina, tako da... Tudi ekološko. Tako, z nami vsa leta, mislim, da je tudi Silvo Marič z večkrat nagrajenimi peninami ekološke predelave, tako da res širok asortima, vsako leto več, dodamo še kakšen vzorec vina, tako da bi rekel, Celjani tega ne smejo zamuditi. Tako, pa mogoče še eno tako osebno vprašanje, oziroma zanima me mnenje, katera sorta pa najbolj paše k rolcem, oziroma kaj bi svetoval, recimo, kot poznavalec? Zdaj, jaz svetoval kot za širši okus, je to sigurno sladko ali zelo sladko vino, kakšna pozna trgatev, rumeni muškat traminec, recimo meni osebno pa bolj pri srcu, da to sladkobo, bom rekel, ubijem z neko kislino svežo, tako da kakšna sveža penina, kakšno leto ali 2 stara, Sauvignon, mogoče Chardonnay, to je moj okus. Sigurno pa sladko, mogoče pa še sladkim za širši okus, to je pa tako rečeno traminci in podobno. In če povzameva vse to, kar si naštel, se bo dalo tudi poskusiti in kombinirati z rolco v soboto? Če sem prav sešteval, bo na voljo preko 50 vzorcev vina in penin, tako da ja, vse to in še več. Za vsakega se nekaj najde. Hvala, Miran, za enkrat. Tadeja, poleg seveda kulinarične ponudbe se pa tudi dogaja še kakšne druge stvari, mogoče kaj bi še izpostavila poleg ostalega dogajanja v soboto, torej po 20. po 10. uri. Moram
izpostaviti tudi Tehnopark Celje, ki se dejansko že tudi od njihovega začetka vključujejo v program. Tako da letos z dopoldanskim in popoldanskim varstvom za otroke, dopoldansko delavnico peke rolce in dopoldansko delavnico slovenska vina oziroma degustacijsko delavnico slovenska vina. Poleg tega bodo tudi z nami na stojnici zunaj s prodajo setov celjske rolce. Poskrbljeno bo pa seveda tudi za ostalo zabavo. Z nami bo DJ, z nami bodo plesalke, z nami pa bodo tudi dobrote, mimogrede, da tako rečem, torej Sebastian Grobelšek, ki je prevzel gostilno Koper in nam bo tudi nekaj narezal, pripravil, tako da. V bistvu imamo kar zapolnjeno ponudbo, bom rekla. Samo še vreme mora biti. Vreme bo, vreme smo naročili. Hotel sem pa reči, da verjetno tako polna Gubčeva in Lilekova ulica še ni bila, ne? Mislim, da je rekordno število stojnic. Ja, res je. In pričakujemo tudi rekordno število ljudi. Res je. Imamo 18 stojnic, mislim, da jih je bilo do zdaj največ 15, 16 mogoče. Skrbimo tudi za trajnost, tako da na dogodku nobene plastične embalaže, pitnik vode, normalno tudi ločevanje odpadkov. Dobra volja, druženje pa mislim, da tako nikoli ni bilo vprašljivo za to vrstni oziroma za ta dogodek, tako da ja, z veseljem se družimo na festivalu Rolce Vince. Celjani in tudi vsi ostali, odkoder boste prišli vabljeni, torej še enkrat ponavljam v soboto, to soboto od 10. ure dalje, kako se reče uradno prizorišču, pred Tehnopark oziroma... Po zimi je to zakladnica daril, kjer imamo božično novoletni sejem. Čez leto sta pa to Gubčeva in Lilekova ulici, ki jo združimo v eno ulico, bomo tudi zaprli, tako da bo res prijazna za obiskovalce. Morala bi še pa samo dodati, da bo ta dan, res bo toplo, nekih 26-27 stopinj se obeta, bo pa poln dogajanja. Tako dopoldne naš festival, hkrati so tu tudi Ptice miru, osnovne šole Lava, Evropski teden mobilnosti, Celjski sejem sicer na Obrobju. Tako, in pa zvečer še organiziramo na Vodnem stolpu koncert ob 25-letnici Elvis Jackson. Soboto ni izgovorov. Če pa kdo reče, da se v Celju kaj ne dogaja, ne pa v soboto pride in je lahko od jutra do poznega večera preživi dan v mestu. Res je, v soboto lahko prideš z družino, s prijatelji, lahko pa tudi sam, pa boš zagotovo koga srečal na katerem koli dogodku. Za vse generacije je poskrbljeno. Res je. Res je, ja. Takole, čisto preden se poslovimo, bom tedaj zarabil še tvojo prisotnost. Zavodu Celeja Celje skrbite za pestro in bogato dogajanje, pa bi mogoče ob koncu omenila še, kaj pa sledi zdaj po tem vikendu, torej ko smo omenili Rolce in Vince. Veseli smo, da se bo ta vikend zgodil, da ne bo slabega vremena, ker potem bi imeli težave naslednji vikend, ko je na vrsti dejansko 10. obletnica, zopet smo pri obletnici drevesne hiše v mestnem parku, v mestnem gozdu, ob Svetovnem dnevu turizma 27. septembra in takrat tudi s partnerji, z Zavodom za gozdove, z mestno občino Celje, z Zelenicami in pa z osrednjo knjižnico Celje pripravljamo na drevesni hiši 10-urni program, 10-urno praznovanje za vse generacije in čisto za različne ciljne skupine, tako da bo po mojem zelo luštno. 30. imamo še zadnji septemberski program v mestu za družine v Celje po veselje. Potem pa smo že v oktobru. Ja. Oktober pa prinaša, bom rekla, na koncu meseca eno zelo veliko in pestro dogajanje na našem Celjskem gradu. Ob koncu govorimo seveda zdaj o vedno bolj priljubljenem Halloweenu. Res izjemno priljubljenem Halloweenu. Bomo pa seveda že tudi v pripravah na welcome, na dobrodošlo vino. Tako.
Tako. Dobro, naj bo to za pokušino, več pa, ko se bodo ti dogodki približevali. Tadej, hvala tudi za ta odgovor. Sicer pa, Miran, Tadej, hvala za obisk v studiu, hvala za vse, kar ste povedala in naj torej 5. Jubilejni, lahko rečemo, festival Rolce in Vince v soboto tudi uspe. Hvala lepa. Hvala. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Servus, mojster. Prvo moram prišparati, da mi lahko račune plačam. Trgovine, joge! Tako, prišli smo do konca še ene tedenske izdaje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.